Nam lahko poveste, kako to, da ste se odločili popotovati po Sloveniji, ko je vendarle moderno, da potujemo v daljne čezoceanske kraje? No, to je kar dolga zgodba, sega mogoče 10 let nazaj, ko sem začela za mesečnik Ognjišče pripravljati fotoreportaže Razgledi za dušo. Takrat sem obiskovala slovenske cerkvice, morale so biti 500 metrov nad morjem in izpred njih je moral biti lep in velik razgled po širni Sloveniji. Kasneje pa sem začela Slovenijo odkrivati predvsem po poteh kulturne in naravne dediščine in na moje veliko veselje se je to delo potegnilo vse do današnjih dni, kajti ugotovila sem, da ima praktično skoraj da vsak sleherni slovenski kraj svojo pohodno pot, ki je posvečena kakšni kulturni osebi, javni osebi, vaškemu znamenitežu in tako naprej. Nam lahko predstavite tudi kakšna dela z vaših popotovanj po Sloveniji? Predvsem moja dela lahko berejo bralci mesečnika Ognjišče. Z nekaj članki sem se oglasila tudi v Planinskem vestniku, v mesečniku Veji. Zaenkrat knjiga še ni nastala, ker je preveč gradiva. Uporabljam pa knjige pri mojemu predavanju. Aha, to je zapravo drugih avtorjev. Drugih avtorjev. Naj še tole povem, da večere iz popotne pisage pripravljamo skupaj z Damjano Praprotnik, Citranko iz Dvori na Gorenjskem. Večer brez nje bi izvenel drugače, verjetno prazno, kajti to vrstno potopisno predavanje je nekoliko drugačno, kot ste ga mogoče navajeni, kajti za samo izvedbo ne uporabljam sodobne tehnologije, ampak predvsem govorim, igramo, imam pa s seboj tudi nekaj fotografij, ki so kaširane in jih naši gostje, obiskovalci lahko tudi pobliže vidijo. Nam lahko poveš, koliko časa že igraš citre? Ja, Dunajska oglasitev, to je oglasitev, ki se pojavlja za starejše pisance, za ljudske pesmi. Igram že 10 leta. Zdaj pa že drugo leto študiram. Nam lahko malo zaigraš oziroma pokažeš vsaj nekaj osnovnih prijemov pri citrah? Ja. Tako malo sem. Pa je zelo težko igrati? Ni to. Pa imaš kaj vžuljene prste, tako kot pri kitar? To je treba.